Takole, drage kolegice, kozmetičarke, lep dober dan. Danes zjutraj sem obljubil, da se bomo dobili na neki drugačni lokaciji kot sicer. Pred 14 dnevi ste videli, kako se izdelujejo oziroma kako se pripravlja ta propagandni material, če lahko tako rečem, za kozmetične salone. Danes smo šli pa nekoliko dlje. In sicer je tukaj kolega, prijatelj moj, Walter Faganel iz podjetja Kopigraf iz Nove Gorice. Dobar dan vsem, pozdravljeni. In Walter ima tukaj, bom rekel, celo tovarno, če lahko tako rečem, za marsikaj, kar vam bomo danes predstavili. In če boste imeli željo tudi si, oziroma tako bom rekel, bomo podali kar nekaj idej, ne, Walter? Ja, vsekakor. Mislim, idej je ogromno in še več jih pričakujemo. To so za nas izzivi, kako potem narediti, bom rekel, všečne izdelke in seveda uporabne. No, naj povem, da je Walter iz tega področja, bom rekel, eden večjih, ne? Ja, tle, bom rekel, naše podjetje je zdaj v 31. letu delovanja. Zaposlenih nas je 12 v podjetju in tiskamo vse, bom rekel, od papirja, majhnih formatov pa do reklamnih artiklov, marketinških pripomočkov, embalaže velikih formatov, kar bomo. Super. No, tukaj bi želeli prikazati oziroma povedati, kako bodo lahko to naše kozmetičarke, recimo imamo različne tudi pripomočke tukaj, ki jih bomo pokazali, predstavili. Videli boste, kaj vse lahko uporabite v kozmetičnih salonih, kajti včasih se zgodi, da nekomu naročite, ne vem, vizitke, nekomu naročite plakate, nekomu naročite, ne vem, nekaj, kar je posebej tiskanih zadev ali pa embalaže in tako naprej. Zdaj pa boste videli, da imate praktično vse na enem mestu in vam ni potrebno iti nikamor, ne? Se prav razumevate? Točno tako. Mi smo nekako zastavili naše podjetje, da lahko ponudi vse od tiska na papir pa do nekih reklamnih artiklov, daril, konec koncev tudi do delovnih oblačil, svetlobnih tabel. Skratka, vse, kar je potrebno za neko predstavitev podjetja oziroma kar se potrebuje v vsakdanjem poslovanju. Super. Zdaj pa, mi imamo seveda posla s kozmetičarkami in sem opazil, da ti imaš ogromno enega materijala, ki ga kozmetičarke recimo koristijo pri svojem, bom rekel, bodisi za marketinške potrebe, bodisi za tudi priročne stvari, ki jih imajo za delo. Ampak, če bi mi zdaj, glede na to, da imamo kar nekaj kozmetičark tukaj v naši skupini, kaj je tisto, kar je specifično, recimo, prav, da v največji meri ti delaš za njih, recimo? Torej tako, glede, da se navežem na vaše prejšnje oddajanje v živo, ker je Silva lepo predstavila, kaj je potrebno narediti za to, da nekako vlečemo to rdečo nit. To je celostna grafična podoba, katera je izhodišče potem za nas, od kjer črpamo, bom rekel, osnove za tisk. Naj si bo to vizitk, ker če začnemo, najprej se je treba predstaviti se lahko z raznimi vizitkami, kateri so lahko natisnjene v raznoraznih drugače, če pokažemo, evo, zlato tisk, recimo. Oblikah z določenimi, bom rekel, efekti. To ponavadi zasnuje oblikovalec, oziroma oblikovalka, in potem mi dobimo te datoteke in jih, bom rekel, natisnemo v skladu z željami naročnika. Seveda, to ne pomeni, da se držimo striktno tistega, kar nam oblikovalka reče, ampak v tistih okvirih in normativih, kateri se za to zahtevajo. Seveda, ker danes bomo tiskali vizitko, jutri bomo tiskali, ne vem, recimo neke zgibanke, neke cenike, neke take zadeve in potem je treba to, bom rekel, iz celostne grafične podobe ven
ven povleči in prilagoditi na tiskovino, katero bomo delali, ne? Katera ni nujno samo, da je papir, ne? Ja, lahko je plastika, lahko je embalaža, lahko je to, bom rekel, dekorji, lahko so to reklamne vitrine, karkoli, ne, stenske nalepke, vse to, ne. No, ampak opazil sem pri tebi neko posebnost, ne, kajti velikokrat recimo potrebujemo kakšne izdelke, bodisi za naše stranke, za darila, recimo potrebujemo embalažo, ki je nekoliko specifična, da ni tista klasična embalaža, ne, ampak da je bodisi barvno, bodisi kajti vemo embalaža, včasih je bilo tako, da če si potreboval določeno embalažo, si moral naročiti v določeni količini, ne, zdaj imaš ti posebne stroje, ki omogočajo, da se lahko osredotočimo tudi na manjše količine. Ja, tako je. Kajti, bom rekel, tehnologija tiska se je s časoma spremenila. In mi smo, bom rekel, digitalna tiskarna, kar pomeni, da nam omogoča tiskanje personalizirane tiskovine od enega izvoda naprej. To pomeni, da vaši stranki lahko ponudite tiskovino ali pa embalažo poimensko, potiskano. Odlično. Tako da tle je, in to omogoča, bom rekel, kreativnost na tem področju. To je zanimivo. In to praktično niti cene ne spremeni. Zdaj narediš ali za tončko, ali za ančko, ali za... Tako. Bom rekel, si zamisliš nek produkt, kateri ne bi bil primerno izoblikovan, zapakiran in potem lahko, bom rekel, tisti produkt tudi nasloviš za vsako stranko posebej. No, in tukaj vidimo, kako to zgleda, recimo, tukaj imamo en izrez, vidimo ene čisto take lepe naravne embalaže, ne, ki je narejena recimo za kozmetiko, za naravno kozmetiko. Tukaj pa vidimo, kako zgleda recimo to zloženo skupaj in kako se pravilno to lahko uporabi. S tem, da se, kot smo že dejali, lahko doda celo dotično ime, če je to nekaj posebno darilo ali pa kakorkoli pa že. To so vse stvari, ki pri našem delu veliko pomenijo. Zdaj pa tako, mi delamo v estetiki. Estetika pomeni prefinjenost, pomeni eleganco, pomeni nekaj, kar se dela z občutkom, pomeni to, da stranke, ko dobijo, da morajo ustvariti nek, mi temu rečemo tako, bi rekel, wow efekt. In stranke rade vidijo nekaj, da jih pritegne. Zdaj, vizualno seveda mora jih to pritegniti, bodi si glede na barvo, glede na obliko, glede na karkoli, ampak tudi tukaj obstaja neke specifike, neke novosti, ker zdaj imate tudi to možnost v digitalni obliki narediti s posebnimi barvami, če sem prav razumel. Ja, torej tako, se pravi, ta današnja tehnologija nam omogoča to, da lahko uporabimo prav za take, recimo, vrste, kot je kozmetika neon, pink barvo, potem imamo neon yellow barvo, potem imamo clear toner, kateri je tle uporabljen, ne vem koliko se bo videl, recimo tle je detajl. Se vidi se, vidite kako se zasveti recimo na trenutke, nekje je mat, nekje je svetleč, in to mislim, da se lepo vidi. In to je v bistvu v grobem narejeno in to se pol izreže in se dejansko oblikuje kot embalaža. Se pravi, rata ven škateljca, v katero se lahko da določeno kremico ali pa, ne vem, karkoli, ne poznam vaše dejavnosti. Karkoli bi lahko stranki ponudili. Recimo, imamo tudi možnost, recimo, potem vezja, res? Vezenje. Takole vidite, imate lepo brisače pripravljene za vaš kozmetični salon. Lahko se naredi tudi tako, če je to za darilo, da se napiše ime stranke gori, res? Tako. Za koga bi bilo to in od koga? In od koga. In od koga. Tako da je to dejansko naredite res eno osebnostno darilo. To je en drugi del, katerega recimo pri nas opravljamo, se pravi tisk na majčke, na srajčke, vezenje na recimo na tako, da imate nekako tako prijetno uniformo na delovnem mestu, bi rekli. Potem kakšne predpasnike,
če se pa zaščita, verjetno količite, rabite dati nekaj karkoli, plašča. Za njego, ko se dela. Tako, vse to je lahko, bom rekel, potiskano ali izvezeno. Gremo celo do tega, da bi vam lahko tudi, ne vem, če pride neke kreme v neki plastični embalaži, lahko tudi to potiskamo z vašim logotipom. Imamo tako tehnologijo. Različna stojala, kot če bi bila recimo, ali pa, ne vem, razni rekviziti. Recimo od svinčnika kemičnega naprej. Vse to se da potiskati. Nekje omejeni smo z debelino, to je 10 ali 15 cm, ampak to je že precej. Ampak če sem prav razumel, potem tudi naredite vse ostale zadeve. Se pravi, ko ti delaš recimo vizitke, skladno s tem potem narediš na osnovi tega celostne podobe, narediš potem vse v nekem kontekstu. Govorimo o darilnih bonih, govorimo o kuponih. Ali pa o nekih takih, bom rekel, škateljcah za nekaj dati noter. Za darilca, za stranke, pokažemo takole, Ali pa recimo neka taka embalaža se lahko opremi z določenimi nalepkami. No, to je čisto simbolično tako narejeno, to so vse danes naredili samo zato, da danes, bomo rekli, vam prikažemo. Kot idejo. Zadnjič smo lepo videli, ko je Silva prikazala eno čisto lepo klasično škatlico, ki je bila lepo izoblikovana, s tem, da je bilo tudi noter neki dodano v notranjosti in seveda se je potem lahko dodalo nekaj kot neko simbolično darilo za stranko, bodi si, da gre to skupaj z nekim darilnim bonom ali pa nekim kuponom, ki ga stranka dobi celovito, ga ne dobi torej samo v neki kuverti, ker ponavadi, ko dobimo neko kuverto, pričakujemo kaj drugega. Ja, seveda. Ja, ampak če pa je to lepo v škatlici, ima dodana vrednost. Je lepo povedala, jasno. To je neka dodana vrednost. Dodana vrednost, ja. Tako da, ko rečemo... Tukaj imate celo lepo, recimo, lepo poslikane torbice za vaše stranke platnene, recimo, to je tudi lepa, evo, posebej narejena za to priložnost, taka lepa torbica, elegantna. To je zlatotisk, Zlatotisk je zdaj modern, Ja, zlatotisk je modern, čeprav, bom rekel, ni nujno, da se vedno uporablja zlata, je pač vse odvisno od dizajna, kakor je Silva povedala in celotne podobe, kako je izdelana v osnovi. Načeloma, recimo, evo, tiskamo tudi majčke, če se to od zadaj vidi. Zelo lepo se vidi, in z bleščicami lahko dodamo gor. Pač kombinacij imamo ogromno, no prav pri tem tisku, vezenju, moram poudariti to, da delovna oblačila, vse te rekvizite, jih lahko tudi mi dobavimo. Torej, se pravi, če sem prav razumel, recimo, kozmetičarke bi potrebovali pač določena delovna oblačila, ki so seveda nekoliko specifična, kakorkoli pa že, in potem, ko se one odločijo, katero bi jim bilo všeč, seveda naredite nek prototip, oziroma nek vzorec, ta vzorec se stranki pošlje zato, da ona vidi, če je to ustreza, in potem šele zatem se začne potem delati naprej. Točno tako, bom rekel, naš način dela je taki, da najprej moramo pač ugotoviti stranko, kaj želi, kaj ji je všeč in da tudi vidi, kakšno kvaliteto jim mi ponujemo in seveda za kakšen denar. In potem, ko vse te parametre nekako združimo, potem gremo v delo. Naši, bom rekel, odzivni časi so kar hitri, tako da... Koliko časa, recimo, če rečemo, danes bi naročili, ne vem, govorimo na pamet, 100 brisač, ki bi jih želeli vezati ali pa bi želeli z nekaj... Recimo, da v kakšnem tednu to zadevo naredimo. Ni pa nujno, da se naroči 100, lahko jih naročimo samo 10, ker zakaj bi si delali zalogo, če ne vemo, kako bo zadeva šla, mislim, v promet. In potem, ko imamo mi to nekako pripravljeno,
če je potreba, se potem samo donaroči in je zadeva speljana. Ja. Super, odlično, ne? Ker to je, ker velikokrat tudi pač kozmetičarke ali nimajo tolikšne potrebe ali pa potrebujejo recimo samo za specifične stvari, recimo kot je, ne vem, če kozmetični salon pripravi recimo dan odprtih vrat, ne, za dan odprtih vrat, ti potrebuješ lepa vabila, lična vabila, potrebuješ recimo tudi menije, ne, ker na tem meniju boš potem ti predstavil tvojim obiskovalcem, kaj boš dejansko predstavljal na dnevu odprtih vrat. Mogoče kakšen plakat, recimo. Plakat, seveda. Ja. Ampak prej so se tudi o tem pogovarjala, ker so me spraševale naše kozmetičarke, me velikokrat sprašujejo. Predplačilne kartice. Jaz sem prikazal velikokrat, kako deluje ta predplačniški sistem in pravijo, da velikokrat za predplačilne kartice ne vedo točno, kje jih dobiti, pa kako jih izoblikovati, pa kaj narediti, ker eni pravijo, da mora biti citotisk, eni pravijo, da se da delati z digitalnim tiskom, eni pravijo tako. Jaz mislim, da tukaj imajo pri tebi praktično lahko eno zelo zanimivo rešitev. Ja, dejstvo je, da mi smo podjetje, katero združuje, bom rekel, širok nabor digitalnih storitev. In to pomeni, mislim, digitalnega tiska storitev. Tako da imamo različne tiskalnike prilagojene različnim potrebam. In praktično tiskamo lahko na vse materijale. Lahko tiskamo na kovino, na plastiko, na steklo. Vse se da, bom rekel, narediti. Torej, tudi plastične kartice, če bi vzeli recimo kartico, kot bančno kartico, to se da vse narediti gor z lepo lepim napisom predplačniška kartica, v vrednosti, z logotipom, vse, ne? Vse se da narediti, se pravi. Je tudi možno pametne kartice? Magnetne kartice, vse vrst teh, bom rekel, kakor so bančne kartice, prav tako lahko potiskamo. Aha, super. To je. Mogoče, prej sem samo omenil, dekoracije prostorov. Marsikdo si želi imeti pač dekoracijo prostorov, kar pomeni, da lahko natisnemo na fototapete, na stenske nalepke, tiste, ki se jih pač samo zalepi, samo lepilne, lahko vitrine polepimo. Tudi izložbe, torej. Izložbe, avtomobile, se pravi avtografiko. Vse, kar je vezano torej na en kozmetični salon, celoten material od A do Ž, vse lahko narediš. Se pravi, to, kar je v salonu in kar lahko deluje tudi marketinško izven salona. Izven salona, točno tako. V obliki plakatov, torej nalepk, v obliki kartic. Reklamnih materialov, bom rekel, v smislu, ne vem, ali tiskamo na embalažo, ali tiskamo na same predmete. Omenil sem že svinčnike, zdaj se bom rekel, recimo čopiče, ne? Ja. Čopiče, ki rabite zvenčiti, ne? Ja, tudi. Tudi to se da personalizirati, če hočemo, ne? To sem dal samo kot primer. To pomeni, da nismo omejeni na neke... Ampak zdaj mi je padla ena ideja, ne? In sicer velikokrat kozmetičarke imajo razne predloge za svoje stranke, pa imajo veliko slik, recimo tudi v svojih strankah in tako naprej. Kaj je možno pripraviti tudi, recimo, ne vem, kot neke vrste katalog, ali pa celo nekaj drugačnega sem razmišljal. Zdaj, ne vem, čisto tako mi je švigalno, da bi se naredilo kot neke vrste individualizirano, bom rekel, zloženko ali pa celo knjigico, s kateri so nasveti za določene stranke, recimo, in je to konkretno bi bilo namenjeno posamezni osebi kot stranki. Vsekakor, ne. To se pravi, lahko se pripravi najprej, se pravi, zato si je treba izbrati določen format knjigice, ali je to A4, ali je to kvadratna knjigica, pač tako, to je poželj nekako določiti obseg, ne, in potem se vnese noter, bom rekel, tekst, pa se doda fotografije in to natisnemo in zvežemo v trdo obliko, tako da rad... Torej, če bi to želeli individualizirano, pomeni, da recimo kozmetičarka tebi pošlje tekst, ki velja za vse enako, bomo rekli več ali manj, ne?
kot je neki že sestavljen tekst v PDF-ju, ne? In potem ti pošlje recimo samo imena, različna imena in dejansko potem se to avtomatsko ustavi. Spremenljivke se da noter in se pač se natisne. Ne? In dobi praktično ime za kogarkoli želi. Ne? Ali recimo personaliziran rokovnik. Ja, tudi to je možno. Ne? To je super stvar, ne? Ker še danes vidimo, da personalizirane zadeve so zelo danes so personalizirane zadeve sploh aktualne, ne? Ker vse ostalo lahko kupiš nekje, ampak tisto, kar je personalizirano, je samo tvoj. Točno tako. Vsi imamo radi svoje stvari. Ne? Ja, in to ima neko veliko dodano vrednost, ne, pri stranki. Se hotel povedati predvsem to, ne, verjetno ste že kdaj kje zasledili, da obstaja vse več tudi personaliziranih pravljic za otroke in tako naprej. No, toliko, da boste vedeli, da to izhaja od tukaj, da se to tukaj tiska, ne, bomo rekli, pripravlja se verjetno drugot, ali kako je? Pripravlja se drugot, mi dobimo datoteke, no samo za ilustracijo, lani smo jih napisali več kot 80,000 različnih 80,000 različnih knjig. Za vsako ime posebej, za vsakega otroka posebej. In to smo tudi odpremili, vsakemu posebej domov. To pomeni 80,000 otrok je dobilo že personalizirano. Samo lani. Samo lansko leto. No, evo. Zdaj vidite, zakaj sem se odločil, da pridem danes tukaj do Valterja, zato da pokaže in pove, da obrazloži, koliko pomembno je poleg tega, da so personalizirane zadeve vedno bolj aktualne, kako lahko to v kozmetični stroki zelo dobro izkoristite. Ker imate število različnih teh, bom rekel, rekvizitov, glede na to, kar se vse dela, je res izjemno veliko, enormno bi lahko rekel, in tukaj lahko dejansko dobite vse na enem mestu, brez da bi skakali, iskali ne vem kaj. Ne? Poveste, če rabite kozarce, boste dobili kozarce, če rabite skodelice, boste dobili skodelice, če rabite nogavice, boste dobili nogavice, se malo hecu, ampak zelo dobro bi bilo pa narediti recimo tudi mogoče za vaše stranke personalizirane copate, ne? Personalizirano brisačo, personalizirane karkoli stvari, tisto, kar dejansko bo vam predstavilo neko dodano vrednost in bodo stranke to z veseljem potem tudi uporabljale, ne? Ker bodo imele vas nenehno v spominu. Jaz vedno pravim, da individualizirane stvari puščajo zmeri neko sled za sabo. Ne? In veš, kakšna je bila moja ideja? Moja ideja je bila, da bi vsak kozmetičen salon imel eno tako na mizi, ko pride stranka noter, da bi imel eno tablico z enim verzom lepim napisano. Ne? Ampak da ta tablica, ki je tam, da je narejena pa, če ti veš, iz kakšnega materijala bi to lahko bilo, ne? Da je pač taka tablica in da je iz številnih verzov to narejeno. Ja, da obračaš za vsak dan. Ne to, da se obrača za vsak dan, ampak da stranka lahko vzame to domov, če je všeč. Zakaj? Ker ko bo to v lepi trikotni obliki, lahko si bo dala na pisalno mizo, lahko si bo dala v dnevno sobo, lahko si bo dala kamorkoli in vsak, ko bo prišel, bo vprašal, kako lepo, kje si pa to dobila, ne? Ali pa dobil. Ne? In potem se točno ve dejansko. To so take, bom rekel, bolj inovativne stvari, no, ki imajo, mislim, da... Tudi tako, ne? Vedeti je treba, da se ne tiska samo na bel papir. Ja. Tle imamo niz, bom rekel, materialov oziroma papirjev, svetlečih, mat, raznoraznih odtenkov, debelin, s katerimi, bom rekel, kateri tiskovini dajejo tisto fineso, kako se to, ne, se pravi, Silva je rekla, ne, da pač nekako tisti, kateri ima rad fino, mora biti tudi tako fino dodelano, kar pomeni tudi material, na katerega se to, bom rekel, tiska, mora biti temu primeren, ne, tako da... No, glej, jaz pri mojem delu, recimo, ko imam predavanja, izobraževanja in tudi, ko sem v kozmetičnih salonih, jaz vedno dajem poudarek na to, ne. Kozmetika predstavlja neko estetiko, ne, vse mora biti lepo, elegantno, mora biti, bom rekel, da dejansko, da osebo pritegne, ne.
In v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ima ravno nasproten učinek tudi. Ja, Ne? to je res. In tukaj moramo biti res previdni, ker ta prvi vtis, ki ga naredimo, bodi si z logotipom, bodi si z neko embalažo, bodi si z vizitko, recimo, bodi si z čemerkoli, ima na stranke dejansko izjemen vpliv. Ne? In zato jaz vedno pravim, da to mora delati strokovnjak, je res? Ja, pač, bom rekel, v sami tej dobi, kar operiramo oziroma kar tiskamo v 30 letih, smo že marsikaj, bom rekel, stiskali, se naučili. Ne? Seveda, če ne narediš napake, tudi ne znaš. Ne? Tako da to je pri vsakem delu. To je pri vsakem delu. Ne? Tako da zdaj točno vemo, na kaj moramo biti pozorni, ko gre izdelek od nas. Ne? Ja. Ker to je res, če stvar ni narejena tako, kot mora biti, če ne pritegne, potem si nima učinka oziroma negativen. Tako, ne. No, vidiš, recimo, zanimivo je tudi to, zdaj, če bi se malo dotaknil, ti imaš več izkušenj, ker zdaj opažam, da v zadnjem času vse več sprašujejo, recimo tudi kozmetičarke, za polepiti, recimo, izložbe. Ne. Kaj je tisto, kje je tista osnova, na kar moramo biti pri tem previdni? Zdaj, ali so to nalepke, ki so, bomo rekli, zunanje strani se vidijo, znotranje še vedno prepuščajo, bomo rekli, svetlobo, ali je, kako je to? Tle, bom rekel, je čisto odvisno od dizajna. Ne? Tle vedno štartamo z dizajnom in potem dizajn tudi naroča material, katerega bomo uporabili. Ne? Ker enostavno, mislim, lahko imaš eno idejo in ko prideš do samega, bom rekel, izvedbe, vidiš, da mogoče ne gre to, ne? Ker, ne vem, imamo možnost tiskati na luknjičasto folijo, to je tako imenovano one-way vision. Ja. In potem postane stena ven bela, lahko to privlači, če je privlačen dizajn gor, ali pa ne. V nasprotnem slučaju, namesto tistega lahko uporabimo, da gremo rezati ven iz raznih barvnih nalepk in bomo dosegli boljši efekt. Ne? Se pravi, da prvič je dizajn, druga stvar je, kje je to postavljeno, kako je to postavljeno. Mora biti v skladu z okoljem. Tako. Ampak kaj pa velikost recimo tega? To predstavlja recimo, če ima, ne vem, govorim zdaj na pamet, šipa 4x4 metre recimo, ali 4x3, 4x2. To ni ovira zaradi tega, ker nekako, recimo, jaz sem imel pri eni stranki situacijo, ki je želela si polepiti frizerski salon in to je bila ena velika glava z lasmi, ne? Ja. In to je bilo rezano ven iz folije, ne? To je bilo dela pa? Ja, je bilo dela, ampak izpadlo je pa vrhunsko, ne? Vrhunsko, no. Moram reči, da to je bil dizajn od Silve. A ja? Ja, to je bil dizajn od Silve in je bil res tak. Ja, Wow. Se pravi, to je izziv za oblikovalca in tudi za tistega potem, ki te materiale pripravlja, še predvsem pa za tistega, ki gre pol to delati, ne lepiti, ne? Ja, zato ker je tudi tako, ne, oblikovalec je tisti dober, kateri pristopi zraven, vidi, na kakšen način se bo delalo in praktično že pozna rezultat. Ja. Se pravi, da oblikovalec deloma mora poznati tudi moj način dela zaradi tega, da lahko to tako pripravi in da potem stranki ustrežemo na pravi način, zato da dejansko se doseže ta efekt, ki se ga želi doseči. Super, jaz mislim, da je res zanimiva tematika, da smo se pravilno odločili, da smo prišli tukaj do Valterja, da nam malček to pojasni, kajti velikokrat, ko se pogovarjamo, iščemo nekje neke rešitve in vedno, kako bi rekel, nekako delamo na ta način. Ti poznaš koga, ki, ne? Poznaš nekoga, ki dela to pa to, poznaš nekoga, ki ima to pa to, poznaš nekoga, ki ima ne vem kaj, ne? Skratka, tukaj je vse na enem mestu in ne rabiš poznati ne vem koliko, ampak se odločiš pač, kaj bi,
pokličeš, se dogovoriš in dejansko se potem zadeva nekako prilagodi potrebam tistega, kar se želi. Tako. Kar ni, še enkrat poudarjam, vezano na količino, ne, toliko. Tako. Lahko se dela v manjši izvedbi in kar je pomembno pa je tudi to, da se da stvari narediti nekako drugačne, unikatne, da niso tiste že navajeni, ne, da je nekaj specifičnega. Ja, sej, ta drugačnost izstopa iz povprečja, ne? Ja, seveda. Drugačnost mora izstopati iz povprečja in s tem dosežemo ta naš efekt, ne? Točno tako. Recimo, zdaj, če se ostavimo še malček pri sami embalaži, recimo, obstaja tudi kakšne, govorim, sprašujem, čisto za kozmetičarke, obstaja recimo tudi, da bi bila dekorativno, kakšni dodatki dekorativni, ki bi se dalo jih v salonu dodatno izkoristiti. Jaz sem tukaj zdaj videl, vi ne morete videti, ker sedimo na njih, so posebni stoli iz posebnega materijala, ampak zelo zanimivo, ne? Tak stol je res nekaj posebnega, ne? Torej, ja, to so razna marketinška, bom rekel, orodja, kar pomeni stole iz polipropilena, ja. Lahko stolice potiskamo obod, tako. Druga stvar so se zloži ko škatica, no, tako. Druga stvar so postojala za recimo neke barve ali pa kremce in tako dalje. Ja. Se pravi, lahko jih naredimo iz različnih teh materialov, naj si bo iz kartona, naj si bo iz teh penjenega PVC-ja, ja. Pa pleksistekla, kar pomeni, da to lahko predtem tudi zdizajniramo, kako bo potiskano, tako da je lahko okrasno in praktično uporabno. Ne? No, to je to, kar dejansko se vsak želi, ne? Da je lepo videti, da je lično, ampak da je tudi funkcionalno, da ni samo... In ni potreba naročiti 10 izvodov, lahko je samo eden. Kot rečeno, pri nas lahko naredimo, se pravi, od enega izvoda, enega kosa naprej, bilo česa. Ne? To je super, ne? Ker dejansko imaš vse, recimo imaš tudi majčke, dobro, majčke že vemo, da jih tiskajo vse posod, ne? Ampak če hočeš narediti nekaj specifičnega, moraš imeti posebne stroje, res? Seveda. In te posebni stroji so zelo dragi stroji in zato potem dobiš tudi majčke, ki so drugačne od ostalih, ni tisti klasičen torej, tisk. Tako, mi imamo, prav kar se majčk tiče, imamo več tehnologij in vse te tehnologije lahko združiš na eni majčki, če želiš. Ja, zanimivo. Tako da dobiš, recimo, ne vem, res unikaten produkt. Majčko, katera je potiskana, ja. Recimo tako, potem dodaš, kot se rekel, bleščice, potem lahko izrežeš še določene napise, katere jih opremiš in da se dodati še perelce in še kaj bi se dobilo. Zanimivo, ne? Zanimivo. Mislim, to je primer majčke. Ja. Lahko je to karkoli. Lahko je to karkoli, ne? Lahko je to karton, lahko je to recimo pleksi karkoli. Ja, pač za vsako stvar je treba imeti svoj... Primerno tehnologijo tudi, ne? Oziroma uporabiti primerno tehnologijo. In primerne materijale, seveda. Odlično. In zdaj, verjetno sem videl, da ti imaš tukaj zelo veliko tašnih škatic in predvidevam, da tudi kar nekaj ljudi, ki se ukvarja s kozmetiko, že pri tebi naroča določene embalaže. Ne? Kaj je tisto, kar vidiš ti, da je mogoče največ trenutno povpraševanje? Recimo? Kaj v tej kozmetični stroki? Sploh recimo tisti, kateri proizvajajo določene kremce pa take zadeve, iščejo temu primerno embalažo. In zdaj, zakaj smo zanimivi? Prav zaradi tega, ker to v majhnih količinah lahko proizvajamo in to pomeni, da nekdo, ki hoče nekaj stestirati, kako bo zadeva se obnesla na trgu, reče, bi probali tako, pa ne rabimo tega zdaj
1000 komadov, lahko jih rabimo za začetek 50 recimo. Ja, ja. In potem bomo mi šli v izdelavo serije 50 komadov, kateri bomo potem stranka bo to stestirala in potem imamo že vse pripravljeno, da lahko da naroči naslednjih 50 ali pa naslednjih 100. Ja, po želji, ne? Po želji. Po potrebi. Tako. Super. Kaj ne rečem, ne? Zelo zanimiva zadeva zaradi tega, ker to vsi mi potrebujemo in to vsakodnevno, ne praktično. To so vsi materijali, če gledamo od svinčnika naprej. Ja. Ne? Potrebujemo vse. V kozmetičnem salonu potrebujemo dejansko vse. Potrebujemo uniformo, potrebujemo svinčnik, potrebujemo rokovnik, potrebujemo majičke, potrebujemo reklame, potrebujemo brisače, potrebujemo embalažo za stranke, bodisi za razne vzorčke, testerje oziroma za razne izdelke, ki stranka, ali pa celo morda za kakšno presenečenje za stranko, da jih presenetimo z nečim. Da ne omenjamo vizitki in vsega ostalega, kar se vse potrebuje. No, to je super, ker takšne informacije so za nas, ki delamo s tem, so ključnega pomena, ker, kot sem predhodno dejal, mi ne moremo skakati okoli in za vsako stvar posebej nekoga loviti. Je tako veliko lažje, ker je vse na enem mestu, ampak veliko lažje se mi tudi na takšen način, ker se pogovarjamo samo z eno osebo, govorimo isti jezik, ko se pogovarjamo o tem, kaj bi lahko stranki ponudili na pravi način. Točno tako, ker recimo za naše stalne stranke, katere že več let prihajajo k nam, točno vemo, ko smo vzpostavili nek red, kaj stranka želi, na kakšen način želi, ker praktično ni treba niti, da se srečamo s stranko. Stranka nam lahko to po mailu pošlje povpraševanje. Itak dobi vzorc, ne? Dobi vzorc, predogled. Tako sodelujemo recimo s strankami, katere imamo na Koroškem, na Dolenjskem, praktično po celi Sloveniji ali pa tudi v tujini. Tako da komunikacija normalno teče. No, in tudi v tujini, recimo, večino knjig, ki ste jih naredili, je šlo verjetno v tujino, ne? Ja, večinoma v sosednjo Italijo je šlo največ. Šle so pa od nas že po celem svetu. Ampak še eno vprašanje, recimo določene stranke, če one ne zmorejo prevzeti tega, pa ne more, obstaja tudi opcija, da ko pri tebi, recimo, če odobri določeno pošiljko, določene pač izdelke, ki si jih je zbrala, lahko se tukaj tudi že direktno pošlje, verjetno, strankam, ne? Seveda. Da ni potrebno to pošiljati sem, pa tam, pa gor, pa dol. Če se ima podatke... Če imamo mi informacije, kam zadeva mora biti odpremljena, tam bo. Odpremimo od nas direktno do končnega prejemnika. Odlično. To so zelo... Ker lepo je, recimo, da človek dobi, bom rekel, kar naenkrat nekaj nepričakovanega. Kako pravimo, kar je nepričakovano, ima večji učinek. Če pričakuješ, ocenjuješ, kaj boš dobil. Če ne pričakuješ... Celo tako imamo, da, bom rekel, za knjigice, katere se pri nas vsakodnevno tiskajo in odpremljajo, določene grejo v posebno darilno embalažo in vsaka je celo kodirana, se pravi, če bi se nekdo odločil, da bi imel nek izdelek, katerega bi bilo potrebno personalizirati in odpremiti do končnega prejemnika, je lahko, in seveda, da je vsak drugače opremljen, mi to lahko nekako pripravimo, zabeležimo s kodo, tako da točno vidimo, za koga gre in damo v sistem in potem je to vse povezano s hitro pošto in pride do končnega prejemnika. No, skratka, evo, vidite. Imamo tudi računalniško podprto zadeve. Zakaj ste se tudi odločili za tako predstavitev? Predvsem zaradi tega, ker vidite, da zdaj v časih, ki živimo, se stvari izjemno hitro razvijajo, se spreminjajo in se spreminja tudi odnos do naših strank. Tako kot smo večkrat dejali, zahteve bodo tudi strank vse večje in če so večje zahteve, bomo morali imeti tudi drugačne pristope. In eden od pristopov je zagotovo tudi ta, o katerem zdaj govorimo, da je zadeva pripravljena, vse, kar damo stranki v roke, da je
lično, lepo, privlačno in uporabno. Ne? Tako. Ne? In fejst je, da si vsak dan drugačen, da nisi vsak dan. Ja, tako. Ne. Pa še vedno si ti, ne? Tako je. Walter, super, res lepa hvala za te nasvete. Jaz verjamem, da bojo naše kozmetičarke o tem razmišljale, ker res je veliko različnih stvari, s katerimi se pogovarjamo na različnih srečanjih in so nenehno se pojavljajo vprašanja. Tako da zdaj jaz mislim, da smo dali njim kar nekaj takšnih konkretnih odgovorov, ki jih bodo lahko uporabljali. Evgen, hvala lepa tudi tebi. Seveda, vsako naročilo, sploh če ima neke posebne zahteve, je za nas izziv in mi smo izzivov veseli, kajti s tem se tudi razvijamo in naučimo in smo lahko vsak dan na ta račun boljši. Seveda, odlično, ne? To je to. Torej, če ima kdo tudi kakšno posebno željo, ki je ni v ponudbi, se to skreira, se ustvari in se naredi. Ne? Vedno, ne? Kajti to je tudi za nas potem neka nova spodbuda, dodatna energija. Razvoj tudi, ne? Super, Walter, kaj naj rečem, najlepša hvala tebi, da si vzel čas, da si pokazal vse, kako te stvari v tej vaši firmi, kako to potekajo. Res je zanimivo to videti in če boste prišli kdaj v Gorico, oglasite se, tukaj je čisto zraven Mercator centra, je ta velika digitalna proizvodnja, če lahko tako rečemo. V Kromberku vabljeni in dobrodošli pri nas. Z veseljem pokažemo naše produkte in kaj znamo narediti. No, fino. Hvala lepa, Walter, še enkrat. Mi se pa vidimo ponovno kdaj imamo že kaj danes, četrtek? Ja, no, se bomo videli ponovno proti koncu tedna, predvsem tisti, ki ste v klubu Kozmetičark, boste pa tam dobili še nekaj dodatnih informacij. Tako da, hvala lepa še enkrat vsem, tudi tebi, Walter, vsem tvojim sodelavcem in vsem skupaj in lepo se imejte do naslednjega tedna, ko bomo imeli nove goste. Normalno moramo nekaj narediti tudi drugačnega naprej. Tako da, hvala in srečno. Hvala. Ja.